Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o menstrualnih bolečinah. Ja, menstrualne bolečine so, bi rekla, da precej skomercializirane in znormalizirane, a vendarle, če trpite zaradi menstrualnih bolečin, to ni normalno. Je pa to zelo, zelo jasen pokazatelj, da v telesu nekaj ni okej. In zelo jasno je, kaj je tisto, kar ni okej. Zdaj, v sodobnem svetu je tako, da imamo ženske ponavadi zelo vročo glavo in pa mrzlo maternico. Vročo glavo zaradi tega, ker delamo 1000 stvari hkrati, in mrzlo maternico zaradi tega, ker smo se malo oddaljile same od sebe, nimamo časa za to, da bi res se lahko samo negovale, tako kot so se včasih in podobno. No, mi moramo to malo spremeniti in sicer moramo iti na to, da bomo imele mrzlo glavo, hladno glavo, da bomo lepo normalno razmišljale in da bomo imele toplo maternico. Kajti, kadar je maternica topla, takrat nimamo težav z menstruacijo, kajti takrat to pomeni, da je vse prekrvavljeno. Ko kri torej v naši maternici dobro kroži, ko je fajn prekrvavljena, potem nimamo teh bolečin pri sami menstruaciji, zaradi tega, ker je vse tako, kot mora biti. In potem je jasno dejansko, da je najboljši prijatelj pri težkih in bolečih menstruacijah ne kakšna protibolečinska tableta, ampak enostavno Termofor. Ja, Termofor je simpel fora, ki je vredna več kot zlato in zelo preprosto lahko na takšen način pomagamo svoji menstruaciji oziroma pomagamo svoji maternici, da bo bolj prekrvavljena in da bo manj bolelo. Lahko pa poskusite vsekakor tudi z Moxa vrečkami, v kakšnih zdravih trgovinah jih lahko kupite. Moxa grelne vrečke dejansko so polne zelišč, jih takole aktiviraš in jih daš gor. Sama vem, da sem to uporabljala tudi na potovanjih, še včasih, ko sem imela tudi jaz boleče menstruacije, sem se zvijala in trgala rjuhe po noči, potem pa sem sama sebe zrihtala do tega, da je zdaj vse tako, kot dejansko mora biti. Tako da, ja, več kot polovica žensk se s tem sooča, tako da danes boste dobile tiste ta prave nasvete, ki jih lahko že takoj uporabite. Torej, Termofor smo rekli, prva taka zelo fajn zadeva, in da telo ogrejemo od zunaj in znotraj, je fajn še, če spijemo recimo pol litra ali pa celo liter tople vroče vode. Kakor vroče dejansko lahko spijete, in če to naredimo, pa še zraven potem tudi Termofor, bomo dejansko dosegli to, da bomo... Stop! Ja, ne mi dajati gor magnezij, če govorimo o drugih zadevah. Okej, v redu. Ja, samo da ne bo gor. Torej, kaj lahko naredimo? Simpel fora, če spijemo pol litra ali pa celo liter, kakor vroče vode dejansko lahko, in potem gor še dodamo tudi Termofor, bomo s tem v bistvu dosegli to, da se bo naše črevesje ogrelo in črevesje bo dejansko grelo tudi vse organe spodaj in pa od zunaj potem še Termofor in si bomo lahko zelo olajšali. Zakaj vse to in zakaj tudi v nadaljevanju še več trikov? Enostavno zaradi tega, ker jemanje protibolečinskih tablet ni rešitev. Oziroma je mogoče kratkotrajna rešitev, ki pa prinese, verjemite mi, več slabega kot dobrega, in to, da vzamemo kakšno protibolečinsko tabletko, ne bi smelo biti sploh kot možnost, kajti resnično ta zadeva ni tako zelo nedolžna. Če že imate občutek, da bi morali karkoli vzeti, potem raje posežite po kurkuminu. Kurkumin, recimo naši klepetovi strokovnjaki priporočajo tegale, zaradi tega, ker je seveda ekološki, zaradi tega, ker je povsem naravni in deluje brez sintetičnih ojačevalcev. In zanimivo, da tale izvleček dejansko deluje tudi na takšen način, da
deluje v kompleksu. In kaj to pomeni? To dejansko pomeni, da deluje na toliko različnih receptorjev, da deluje povsem enako učinkovito kot kakšen recimo ibuprofen. Zelo dobro je tudi kot v psihičnem smislu, v smislu neke take psihične podpore. Tako da kurkumin vam priporočam, vzemite kurkumin, kakor kakšen drug protibolečinski tablet, ki bo torej naredil vrsto drugih stranskih učinkov in vsekakor bo kurkumin reševal zadevo za naprej. Zaradi tega, ker bo lepo fajn zagrel in seveda pogledal vse celice in vzpostavil ta pravo krvavitev. Tako da raje potem posežite po kurkuminu in boste videli vsekakor efekte. Nasploh pa kurkumo, cimet in te tople začimbe uporabljajte v prehrani. Celo v kavico si lahko date Aladinovo mešanico, to je taka bio začimba za kavo, ki vsebuje kardamom, cimet, dve vrsti cimeta, ingver, pimet, klinčke, vaniljo, muškatni orešček. Skratka, povsod, kjer lahko uporabljate te tople začimbe, zaradi tega, da vzpostavite vso to krvavitev. Zdaj, za takele krasne začimbice v kakih fajn trgovinah jih že dobite, sicer pa jaz osebno, sploh pa v teh časih, vtipkam prema.si in si nabavim tele začimbice, pa tudi kakšne čajčke in podobno, ki so prav tako izvrstni za to, da ublažimo dejansko menstrualne bolečine. Kot smo rekli, vsa finta je v tem, da vzpostavimo tisto ta pravo prekrvavitev in moram reči, da v tem času, v času menstruacije, sploh če so boleče prvi, drugi in tretji dan, takrat si moramo tudi minimizirati naš delovnik, naše časovnice. Ogromno ženski si to lahko privoščijo, takrat ostanejo doma oziroma si takrat vzamejo čas zase. In po arhetipu je to dejansko čas neke zime, čas počitka, čas regeneracije, je pa to tudi čas, ko ima ženska največ intuitivne moči. Se pravi, najbolj zaznavamo, kaj v resnici je, tako kot je, kaj se nam dogaja v življenju. Tako da je prav, da si vzamemo ta čas za kontemplacijo, da si vzamemo dejansko ta čas za to, da se res poglobimo vase in da imamo tisti košček časa, da se poslušamo, da se dejansko slišimo. O tem govori število različnih knjig, nekaj jih je tudi napisala Vesna Juvan, Rdeča zarja se imenuje recimo njena, tako da je to poseben čas in mogoče potrebujete samo to, pa se bo telo začelo odzivati dejansko drugače. Vsekakor pa udobna oblačila, to je tisto, kar je najbolj pomembno. Zdaj, družba je takšna, ki nas sili dejansko v to, da damo gor vse glih, tangice, pa kratko kikalico, pa tampon, pa 2 protibolečinski tableti, pa gremo akcija, ampak to je tisto, s čimer si dejansko resnično delamo veliko škodo. Tako da veliko lahko naredimo tudi, kar se tiče same prehrane, kajti več kot vnašamo vase živalskega izvora, torej živili živalskega izvora, mleka in vsega tega, več težav bomo tudi imeli. Tako da, če imate težke menstruacije, bi bilo zelo smiselno, da damo te zadeve dejansko ven iz prehrane. Vsekakor bi bilo zelo dobro, da začnemo uživati hrano, ki je bogata z vitamini B, z vitamini B kompleksa oziroma celo dodati to v obliki prehranskega dopolnila, seveda naravnega. Klepetovi strokovnjaki priporočajo takšnega, ki je iz kaljene ajde. Zdaj, kot vidite tukaj, ogromno virov hrane je dejansko, kar se tiče samega vitamina B. Sicer pa kaj se bo zgodilo, da boste dejansko, ko boste dejansko začeli uživati dovolj vitamina B, tudi tega iz kaljene ajde, recimo, kadar uživamo mi B kompleks, se z menstruacijo zgodi to, da je manj intenzivna in da tudi traja manj časa. Torej, B vitamini, ki se jemljajo po kosilu popoldan, zvečer pa dejansko ne. In kaj se še zgodi? Okrepijo se lasje, okrepijo se tudi nohti, potem ni več tistih napadov lakote,
ni napadov cukra, kajti B vitamini so res taki. Zato jim rečejo, da so to dejansko ženski vitamini. In ko boste začeli uživati vitamine B, boste videli, čez kakšen mesec bo že dejansko veliko lažje. No, stvar, ki pa bo delovala instantno, tako kot tudi termofor, in to, da spijete dovolj vroče vode in res ogrejete ta del, pa je simpel, magnezijev gel. Magnezijev gel namreč deluje tako, da, ko si ga namažete tukaj, da umiri vse te krče in gre lažje zadeva čez. Zdaj pa lahko ga nanesete kar direktno, torej da aplicirate direktno na ta predel, lahko pa dodate, kar se tiče same kopeli, se pravi, da se to doda v samo kopel, oziroma da greste se potem kopati, oziroma da si zmasirate v sam predel. To bo tudi super za mišice, magnezija imamo na splošno premalo, hrana je zelo osiromašena z njim, tako da obstaja torej več načinov. Zdaj, jaz moram reči, da imam najraje ta sistem, kjer grem pod tuš, vroč tuš, zato da se mi fajn odprejo pore in potem po tuširanju si dejansko dam gor magnezijev gel. No, imamo pa na telefonski liniji tudi našo gledalko, ki ima tudi izkušnje ravno s tem in dajmo slišati, kaj je povedala, kakšna je njena izkušnja. To sem dobila že nekaj časa nazaj informacijo, ker v bistvu nisem sploh vedela, čisto iskren za ta gel, magnezijev gel od moje znanke, ki je že to kar dobro pomagalo. Tako da sem rekla, ok, glede na to, da sem imela dejansko celo življenje boleče menstruacije in res orang težave s tem, tudi en menstruacija ni šla mimo, da ne bi recimo posegla po kakšni protibolečinski tableti. Tako da sem dejansko začela in res moram reči, da se mi je v bistvu, dejansko življenje spremenilo. No, pač, ne vem, res dejansko več ne potrebujem nobenih protibolečinskih zadev. Dejansko se nekje 3 dni pred samo menstruacijo začne mazati, na predelih, pač na predelu trebuha in mi to dejansko res zelo pomaga. No. Tako da bi res priporočila vsem, ki imajo podobne težave, kot sem jih sama imela, zelo dobra zadeva. Super, bravo. Hvala za vse te besede, ki so bile povedane, kajti res si lahko ženske veliko pomagamo same pri intenzivnih in bolečih dejansko menstruacijah in resnično ne potrebujemo protibolečinske tablete, če se odločamo torej za bolj naravne zadeve in na takšen način tudi lažje zrihtamo vse te stvari. Tale trenutek preverimo še en pogovor, ki smo ga imeli v oddaji Klepet ob kavi, ki je mnogim drugim ženskam že pomagal. Prisluhnimo, katere so bile tiste pomembne informacije. Absolutno zagovarjam ta pristop rastlinskega načina prehranjevanja. Tudi podpiram to, sama sem veganka že veliko časa, ampak vem, da na tem svetu tudi ne bo prišlo do takih transformacij tako hitro in v zdravstvenem smislu, ko ne gledamo etični princip trpljenja živali in tako dalje, ko gledam tudi v svoji praksi, velike recimo boljše za zdrave, če nekdo je manjše količine mesa, kot da bi pojedel mlečne izdelke. V praksi naredijo več škode, kot recimo druga živila živalskega izvora. Ustvarjajo sluz, ustvarjajo vnetje v telesu, naše telo ni pripravljeno za procesiranje teh živil, predvsem zaradi tega, ker izgubljamo encime za predelovanje ne samo laktoze, ampak tudi kazeina in glavoboli so skoraj vedno povezani tudi z napačno prehrano, predvsem so to mlečni izdelki, ampak ne samo te bolečine, tudi recimo v prebavnem sistemu, tudi če so težave menstrualnega tipa, bolečine, recimo sama lahko povem, dokler sem uživala mlečne izdelke, sem imela hude bolečine, recimo predmenstrualne tele, potem, ko sem črtala vsa ta živila, potem so se to tudi umirilo. Ni to za vsakogar, mogoče ne bo pri vsakom enako. Same torej lahko ogromno naredimo za to, da si pomagamo. Kot prvo, protibolečinske tablete niso prava rešitev, še najmanj kakšni tamponi, pa potem kakšne hormonske tablete, zaradi tega, da se bo to uredilo. Dajmo zaupati naravi in dajmo zaupati takšnim rečem,
kot so za začetek termofor. Torej, termofor ti je najboljši prijatelj v teh primerih in sicer enostavno si ga položite na spodnji del trebuha, spijte tudi čim več vroče vode, pomagajte si s čajčki, krasne ekološke čajne mešanice najdete tudi na prema.si, če se vam ne da, da si same mogoče karkoli zmešate, sicer pa namesto protibolečinske tablete raje vzamite kurkumin kompleks. Kurkumin kompleks namreč deluje ravno tako dobro protibolečinsko kot recimo kakšen ibuprofen, ampak popolnoma brez stranskih učinkov. Poanta vsega skupaj je, da torej prekrvavimo ta del in da potem vse lažje steče. Menstruacija je namreč tista zadeva, zaradi katere ženske načeloma živimo dlje kot moški. Je nek način razstrupljanja, zato bodimo hvaležne, da to imamo, to torej ni nočna mora. No, v tem času, kot smo rekli, poleg tega, da je treba več počivati, da si je treba vzeti čas zase, za ta proces, pa dejansko pomagajo tudi ene zelo preproste vaje, ki jih naredite zase. In že to, da boste nekaj naredile zase, bo to super, pa bo to demonstrirala naša kolegica Marja in sicer zelo preprosto to lahko naredite že v posteli in sicer se iz nekega tega položaja ustanete gor in pa ramena nazaj, pogled lahko gre gor, se pravi odpremo se, odpremo ta srčni del in tudi odpremo tukaj naš trebušček, vse te mišice, vse te vezi, da se sprosti in potem gremo nazaj iz tega ekstravertiranega položaja, kar nazaj potem v nek čepeč položaj, položaj balasana, položaj otroka in to je tisti položaj, kjer se res lahko sprostimo. Predvsem ta del, torej ramenski obroč sprostimo dol, glavo naslonimo na tla in smo v tem položaju. Poskusite tale položaj, absolutno ti najbolj ustrezna, absolutno ti paše, absolutno te greje in tudi ponuja nek tak stik sam s sabo. Tako da najlepša hvala za tole demonstracijo. Kot smo torej rekli, menstruacija ni prekletstvo, menstruacija je nekaj krasnega, kar dejansko ženski omogoča, da je boginja, da nudi in daje življenje, ponuja nekaj, kar imenujemo razstrupljanje in zaradi tega, kot smo že rekli, torej živimo dlje. Tako da dajmo spremeniti ta miselni proces, dajmo že v osnovi ta mind game spremeniti, da to ni nekaj groznega, da to ni nekaj strašnega, kajti na ta način bomo že ogromno naredile. Kot smo torej rekli, če gremo zdaj čez, če gremo zdaj enkrat konkretno čez, kaj lahko ženska naredi že ta trenutek. Torej, nekaj je, kar se tiče same hrane, nekaj je, kar se tiče samih navad in nekaj je, kar se tiče samega časa menstruacije. Kaj bomo naredile prej? Že prej bomo naredile, da ne bomo uživali živali, torej živil živalskega izvora, torej mleko, jajca, sirčki, meso in take zadeve, zaradi tega, ker bo to otežilo sam proces. Hormoni bojo malo težje šli, ne? Uživali pa bomo veliko živil, ki imajo ogromno B-vitaminov in ki imajo dovolj omega 3. Kajti, ko ženska začne uživati dovolj omega 3, si bo izjemno pomagala, tudi če ima težave s tem, da je libido nizek ali pa da ni dovolj mokra pri samem spolnem odnosu, tudi zaradi tega, tudi to se lahko dejansko zgodi. In pa bolj zdrava bo tudi sama ovulacija. Tako da omega 3, semenke, oreščki, ki jih seveda predhodno namakate, potem absolutno tudi avokado, pa brokoli, tudi ne boste verjeli, celo ima neki pa ogromno beljakovin. Skratka, omega 3 zaužijemo čim več, čija semena recimo tudi super, ali pa v obliki prehranskega dopolnila, ampak če boste v obliki prehranskega dopolnila, potem pazite, da ni to iz ribic, ampak da je dejansko iz alg, torej omega 3 iz alg je perfekten, fantastičen.
In tegale priporočajo klepetovi strokovnjaki. In to je potem druga zadeva, ne. Ko pa pride sam čas, torej čas menstruacije, pa dajmo si že vnaprej vzeti več časa zase, dajmo več počivati, dajmo takrat svojemu moškemu in ljudem okrog nas povedati, da imamo menstruacijo, da smo tudi bolj občutljive, da rabimo več od njih, kajti razložiti jim je treba to na ta način, da en čajček, ki ga dejansko pripravijo v času menstruacije, ima večjo težo, pa je več vreden, kakor 100 čajčkov takrat, kadar nimate menstruacije, pa ste mogoče v tistem prvem tednu po menstruaciji. Moški bojo to gledali malo investicijsko in bojo ugotovili, tale investicija, da ji naredim čaj v času menstruacije, se bolj splača, torej bom bolj pozoren na njo. Tako da povejte in skomunicirajte te zadeve in pa, kot smo rekli, uporabljajte termofor, uporabljajte torej namesto protibolečinskih sredstev raje kurkumin, v hrano nasploh dodajajte tople zadeve. Kurkumin, da smo si na jasnem, bo deloval isto dobro kot protibolečinsko sredstvo, ampak popolnoma brez vseh stranskih učinkov. In pa pomagajte si z magnezijevim gelom. Magnezijev gel si torej namažete tukaj spodaj, res, če imate fejst bolečine, to bo že po nekaj minutah delovalo, torej povsem instantno. In pa seveda, kar se tudi same nege tiče, tudi to je zelo pomembno, ne uporabljajte navadnih vložkov oziroma nasploh ne uporabljajte tamponov. Ko pa uporabljate vložke, naj bojo ti ekološki. Obstaja precej znamk v Sloveniji, Masmi, Natraker, ogromno znamk, v drogerijah jih najdete tudi v navadnih trgovinah že, ki so torej iz ekološkega bombaža, celo Always mislim, da nekaj ima že. Torej, ekološki bombaž je tisti, ki je tukaj pomemben, to je tisto, kar nas seveda zanima. In pa izkoristite ta čas za introspekcijo, za to, da prevetrite same sebe, da se vprašate, kaj čutite in če greste v pravo smer v vašem življenju. Če ste karkoli zdajle zamudile, da ni bilo jasno ali pa da se vam zdi, kaj je že bilo tisto, ja, torej res, B-vitamini, da bo krajša, pa manj intenzivna menstruacija in take zadeve. Pa kje najdem zdaj B-vitamine, v kateri hrani in podobno? Tale članek najdete na www.klepetobkavi.si. Vodnik po bolečih menstruacijah se nekje imenuje tale novica. Poglejte si jo, preberite jo še enkrat. Vsekakor pa smo vam na voljo tudi naše strokovnjakinje, svetovalke na 02 6200 230. In še enkrat, hvaležne smo lahko za to, da menstruacijo imamo, kajti to nam daje tisto, da smo dejansko ženske in da imamo moč kreacije.